Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Preživeli smo še en dan zmage po zmagi. Osrednja prireditev na ta praznični in evropski dan je bila v prestolnici, v Ljubljani, še natančneje na Prešernovem trgu, tam zraven Tromostovja. Pred nastopom Madžarskega nacionalnega ciganskega orkestra in Svetlane Makarovič pa je sledilo tole kratko sporočilo. Tukaj je še kratko sporočilo glavne organizatorke dogodka, ki bo nastopila po 19. uri. Pravi pa takole: zdravo! Žal vam moramo sporočiti, da sta bila gospa Svetlana Makarovič in Madžarski nacionalni ciganski orkester iz Budimpešte prisiljena skrajšati svoj današnji umetniški program, ker tukajšnja cerkev ni bila pripravljena niti za minuto omejiti nabijanja svojih zvonov. Toliko v vednost o odnosu do te inštitucije, do umetnosti, do kulture nasploh. Toliko v vednost o odnosu te inštitucije do umetnosti, do kulture nasploh in še posebej do korektnega sožitja z našim mestom. Mimogrede, sam sem bil priča dogodkom na Prešernovem trgu. Bilo je še bolj napeto, kot ste videli na temle posnetku. Vsak trenutek sem pričakoval, da se bodo menihi usuli dol po Čopovi, menda so bili že pripravljeni. Pri Zlati ribici so pa čakali talevi z srpi, kladivi, verigami, izvijači, delovskim orodjem. Še sreča, da je predsednik republike Danilo Türk pomiril razburjene duhove in incidentov ni bilo. Še dan pred praznikom je predsednik republike Danilo Türk podelil red za izredne zasluge pri krepitvi mednarodnega miru in varnosti odhajajočemu generalnemu sekretarju NATO Japu de Hopu, Schäferju. Türk je obrazložil, zakaj imamo Nizozemca radi. Tukaj vas cenimo, razumemo, spoštujemo vaš prispevek, ki vas imamo radi. In radi bi vas bomo prideli v Sloveniji tudi potem, ko boste končali sekretarja. Na slavnostni seji mestnega sveta ob mestnem prazniku je župan Janković bolj malo sejal, je pa podelil toliko več priznanj. Glavno nagrado, listino častnega meščana, sta prejela dr. France Bučar in nekdanji generalni direktor Mercatorja Miran Goslar. Pozavim ga, nikoli več ne boš. Slovenija, 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 kulturac. Svojo prvo knjigo je povila Elena Pečarič. Sveže tiskano delo sliši na ime Evtropija, vzemimo demokracijo v naše roke. V svoje roke bi bilo lepše. Avtorica o vsebini. Mislim, da govori o stvareh, s katerimi bi mogli biti seznanjeni. Eleni se je z rojstvom knjige izpolnila velika želja, zato se ji bojda oči na posnetku primerno iskrijo. V Muzeju novejše zgodovine bo dober mesec na ogled dokumentarna fotografska razstava Berlin november 1989. Preko 60 črno-belih fotografij prikazuje trenutke ob padcu berlinskega zidu 9. novembra, saj se jih še nismo dosti nagledali, kot jih je skozi objektiv ujelo 14 fotografov iz vzhodnega in zahodnega Berlina. Nemški veleposlanik v Sloveniji, dr. Hans-Joachim Götz, je takole opisal to noč. The history is that there was an error in a press communique, and they only intended to let people travel more freely sometime, and then there was that error, and there was confusion everywhere, and it was said, which was true, he was maybe somewhat misunderstood, that one of the Schabowski, one of the members of the Central Committee had said the wall is open. So then the police said, well, we can't help it either. So they stood aside and let the people pass. And the West Berlin police, of course, wouldn't do anything anyway. It was maybe the biggest party that we had for a long time. Vpliv padca berlinskega zidu na takratno slovensko osamosvojitveno gibanje je osvetlil direktor muzeja in zgodovinar dr. Jože Dežman. Berlin ni bil jaz bi rekel, mi smo celo imeli stvari veliko bolj solidno pripravljene kot kakšni drugi in to nam tudi rezultati dokazujejo. Ni bilo, recimo, zelo spektakularnega efekta, je pa jasno odlegala.
V petek se je zgodil finalni dogodek letošnjega festivala Pomladi. V atriju Slovenskega etnografskega muzeja so obiskovalcev navdušili gostje iz Francije in Velike Britanije, ki pa vedno navdušijo. Tudi če so iz Avstrije, Nemčije, samo da so iz tujine, gostje vedno navdušijo. Hudi gosti Čiba Frenčerja znata privleči tudi celo gručo ljudi in Clark seveda je prišel folk iz Zagreba. It's always fun to play open air. Yeah? Yeah, I like. You like open airs? Yeah, because you can have a smoke, right? Še vreme, zaenkrat stabilno, septembra pričakujemo nenadne ohladitve, decembra in januarja pa možnost snega. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.